Dragi moji alieni, dobrodošli nazaj v nov True Crime video. Upam, da ste fajn, upam, da ste poletno, tako kot jaz danes se počutim, ne vem kaj, končno je poletje, summer hair, don't care. Zdaj, jaz iz dna srca upam, da bo ta video objavljen ta petek, kot mora biti, se pravi vsak petek je video, načeloma. Če bo ena vsebina approvana v tem videu, bo objavljen, če ga slučajno ne bo, pa pomeni, da ni bil objavljen, that makes zero sense. Ampak ja, ne bom mogla naknadno reševati situacije, ker bom v Dolomitih od 22. do 25.6. V vsakem primeru držite pesti, da me kakšna gorska koza ne vrže dol, pa da preživim, pa da plaz name ne usuje, ali pa da ne umrem od zastrupitve z alkoholom, tako da gremo čim prej ta današnji primer, ki je pa primer, ki se vrti okrog seksa, okrog strasti, okrog ljubezni, mogoče pod vprašanjem glede na to, kaj se bo noter dogajalo. Obviously glede umora, zelo krvavega umora, zelo strastnega umora, okrog hormonov. Ne vem, zakaj naštevam. Gre za primer iz leta 2008 in je tudi rešen. Seveda obstajajo na koncu vedno dileme, da pač ni pravilno rešen, ampak mislim, da se bomo na koncu večinoma vsi strinjali, da je praviloma rešen. Tako da ja, without further ado, da vam najprej predstavim Travisa Alexandra. Rojen je bil 29. julija, 8 dni za mano, leta 77. Imel je precej kruto otroštvo, kruto odraščanje, zaradi tega, ker sta bila oba starša na drogah in sta bila odvisnika od drog in je bilo doma veliko slabega in težkega glede tega. Glede očeta ne vem veliko, ampak mama je bila baje toliko odvisnica od, kaj je sploh slovenska beseda za crystal meth? To. So much so, da je na eni točki šla na off za cel teden, zdaj ne vem, ali na drogo, ali ker je šla dol z droge, ne vem, ampak je bila toliko nesposobna, da vseh, mislim, da je bilo 7 ali 9 otrok, so mogli poskrbeti sami zase. Hrane je zmanjkvalo in mogli so dejansko brskati po predalih, po hladilnikih za staro, plesnivo hrano, ker so bili še toliko majhni. Travis je bil pač eden izmed teh otrok in otroštvo ga je zaznamovalo kot nekaj res slabega in to je tudi kasneje v življenju uporabil, ampak na dober način. Ko bi majčkej starejši dojel, da je to bizarno, da tako ne more živeti ne on, ne njegovi bratci in sestrice in se je zelo hitro odselil, kakor se je dal k babici. Pri babici pa si naučil ene nove stvari in sicer ona ga je vpeljala v mormone, v vero mormonov. Zdaj vem, da imate eni ful predpostavke, eni jih ful sovražite, eni jih imate za sekto, eni izmed vas mogoče ste mormoni, ne vem niti procentualno, koliko jih je v Sloveniji. On je to novo vero popolnoma povzel. Treba razumeti, da je prišel iz zelo obupanega householda, je res obupanega odraščanja k babici, ker je videl neko luč, nekaj lepega in ta cela vera je njemu predstavljala rešitev in nekaj zelo dobrega in celo srednjo šolo je odraščal v tej veri in jo zelo vzljubil in postala je njegova bog in batina ta vera. Po vsem tem se je pa tudi sam preselil potem v Meso v Arizono. To je pa baje območje ali kraj ali cela Arizona ali samo ta Mesa, nisem ziher, zelo luštno mestece, drugače ful poščavsko, ful vročo, ampak ne bilo zelo značilno, da je tam veliko mormonov, tako da v bistvu se je preselil v en kraj, kjer je bil domač sploh v tej veri, ki jo je imel zelo rad. Delal je v tako imenovanih prepaid legal services. Jaz zdaj ne vem, kaj to točno pomeni, pa če je pri nas direkten prevod, ampak basically piramidni sistem. Basically sistem, ko ti nekdo napiše v chat, imaš minutko časa in pa vsi v Slovenci sploh popizno. Pri njih in recimo takrat, ko mi to obravnavamo, je bilo to basically v povojih realno. Moramo razumeti, da so to tako zlati časi Facebooka, pa Messengerja, pa MySpace, v bistvu Facebook takrat še ni bil to kot MySpace. O glavnem, ne vem, kako so se takrat to sporazumevali, ampak on je bil tak zelo v tem biznisu, piramidnem sistemu, v podjetju, ki sem mu rekel Legal Shield. In je tudi svojo kariero naprej razvijal, tako da je v bistvu postal motivacijski govorec zaradi svoje preteklosti. On je to svojo bolečino in grozno odraščanje spremenil v to, da bo zelo ugleden, to bo pomembno, zelo ugleden in dober mormon, torej to so kristjani, ampak neke vrste spet druga veja, baje ni več značilno, da imajo več žena, baje je to umrlo že v 19. stoletju. So bili taki, da ne pijejo kave, alkohola, čaja. Vemo, da nam hodijo na dom prodajati svojo vero, taki pridkani delujejo in večkrat jim rečejo, da so v sekti. Pa ena zelo pomembna stvar, ki je bolj pomembna kot pri nas katoličanih. Pri nas, jaz nisem več verna, ampak okej. To, da je seks pred poroko a big no. Zdaj tako, glede na to, da je on pisal blog o tem, ful o tej veri in govoril o tej veri in da je ljudi spodbujal k tem, zanj ga sploh je bil to absoluten no-go. To bo zelo pomembno za zgodbo. Zdaj imamo Travisa, ki je star 29 let, zelo je priljubljen, ne bi bil zelo lep, pač
stvar okusa. Ker ne paše skupaj z mormonsko vezo, je to, da ne bi bil velik flirt, si je pa tudi v tej mizi v Arizoni kupil hišo, tako da vse bilo tipi top, so tudi drugi pri njemu živeli, ala prijatelji, vem, da je imel na koncu cimra. Imel je, kaj že ta pug, se veste, z imenom Napoleon, tako da njegov life je bil basically perfect. Gremo pa naprej na Jodie. Jodie pa je bila večkrat drugačna. Odraščala je dokaj normalno, tako ni nekih ful zgodb po njenem odraščanju, da bi rekla, o moj bog, eksplozivno in nenavadno. Dokaj normalno, razen tega, da sta njena starša bila mnenja, da je sicer zelo inteligentna, ker se strinjam, pa kasneje v intervjujih boste videli ali pa meni verjemite na besedo, ampak je tudi čudna, čudaška in tudi s tem se boste definitivno kasneje strinjali. Edina tako anekdota iz njenega zgodnega življenja oziroma iz srednje šole je to, da je vzgajala doma travo v tupperwarih. Iskreno jaz ne vem, kako se to vzgaja. Ampak ja, v tupperwarih in je nekje gor na strehi skrivala in ne vem kaj in so to starši najdel. In ona je vedno pisala dnevnik. In ko so njeni starši to najdeli, valjda v srednji šoli in državni Španiji, ko so o moj bog, moj otrok ima droge. No in so ji potem celo sobo preiskali in so invazirali njeno zasebnost in je bilo to grozen in je ful pisala o tem v dnevnik. Tle se mogoče začne kazati njena neempatičnost do drugih ljudi. Če mene vprašaš, prva informacija, ker dojameš, da ni bilo jasen, da pač mogoče so oni tebe prizadeli, ko so iskali in jih je skrbeli za tem, kaj drugega imaš še v sobi. Ampak ti ne dojameš, koliko si njih prizadela s tem, da to sploh počneš kot njihov otrok. Štekaš. Tega ona ni skontala, ne je bilo samo nesprejemljivo, da je kdo pač naredil nekaj, da njo zmoti. Njena mama ne bi bila dostikrat na drugi strani njene zelo rabil. Tako z besedami, pa nekako bipolarne tendence imela, tako da je šla iz najbolj take mirjene v čisto jezo, v rage. V dnevniku je pisala še to, da so se tudi enkrat preselili in takrat je bila ona zelo osamljena in izgubila vse prijatelje in bila je nesrečna in preprosto počutila, da ne pripada. Je pa ona tukaj potem živela v Palm Desert, to je pa Kaliforniji, torej precej daleč še zmeraj od Travisa. Njena ljubezen do fotografije, torej do kamere, do fotkanja nas bo spremljala čez to zgodbo. In ja, to je bila njena velika strast v srednji šoli, ni šla pa potem poklicno v to, ampak je isto postala, dobesedno isti poklic kot Travis v tudi istem podjetju, torej Legal Shield. Jaz pa moram priznati, da takole, ko ful govorimo o Ameriki, mene noro srbijo prsti, da bi šla v Ameriko. Nimate pojma, koliko si želim sploh v te dele, kakšno Arizono. In veste, kaj je ena stvar, ki bi jo absolutno naredila, če bi šla, absolutno bi vklopila Surfshark VPN. Zakaj? Zaradi tega, ker če to vklopiš, se dejansko pretvarjaš, da si od tam, tvoj IP naslov se spremeni, lahko rečeš, da si iz Arizone in kaj boš dobil? Dobil boš cenejše letalske karte, dobil boš cenejša prenočišča, dobil boš cenejše vstopnice za bilo kaj. In ja, če logično sklepate, bojo vse stvari, če se pretvarjaš, da si iz nekje drugje, samo v 2 klikih, bojo cenejše tudi recimo online oblačila, online shopping, da ne govorimo o celotni bazi Netflix filmov in serij, jih dobiš iz kjerkoli na svetu, se pretvarjaš, da si. A počas kopčite, kaj je tak cel catch Surfshark VPN-a. Ker je meni še res krasno pri tem VPN-ju, da če ga samo ti kupaš, ga lahko potem share z vsemi kolegi in družinskimi člani za res smešno ceno. Potem imate pa opcijo Surfshark One, ki ti pa zraven ponudi tudi antivirus. Tako da na koncu imaš res lahko vse, kar se varnosti tiče, na kupu zaradi Surfshark VPN-a. In ker je res cool, da če zdaj klikneš moj link spodaj v opisu videa in vtipkaš kodo Alenka, boš dobil Surfshark VPN v tej ponudbi tudi za 4 mesece zastonj. Tako da nimaš kaj začakati, mi tudi nimamo več kaj dosti začakati s tem videom, gremo naprej. Zdaj pa pomembno to, da sta one dva delala v istem podjetju in oni so rekli, mi smo to cool podjetje, da bomo našim delavcem zagotovili neko srečanje, konferenco. V bistvu to ni zato, da se družijo ali pa team building, ampak zaradi tega, da jih pumpajo, a veš, oni tam pridejo poslušati te govorce, in oni ljudje jih tam ful hypajo, ja, več prodati, kako ful zaslužati, ne, sej pač. V glavnem, takrat je to res cvetel in valjda so imeli ta trip v celoti plačani in to v Las Vegas, valjda so vsi šli, komi čakali in to bo cel razvrat in sploh. In res so šli in to je trajalo nekaj dni. In valjda, nekega dne so bili vsi vabljeni v Rainforest Cafe. Jaz sem to pogooglala, ne bi bilo kao full fancy. Meni osebno mečkam bolj meji na teki, ne vem kaj reči. In valjda se ona dva tam spoznala, ona je bila že tam, ko je on ta prostor vstopil in ba je bilo immediately iskre, utle pa neki bog. Ona sicer ni bila samska,
Njega so pa vsi poznali in je bil samski in vsi so ful dolgo že navijali, kao, to je že strko bi bilo lepo, da najdete pravo, itak je skozi flirtov. Predstavljajte si, kako bo to ful, da končno eno spoznanje, pa je to in se poroči in so vsi ful navijali za to. In ko so njiju skup videli, kako klepetata, kako se kemija odvija, vsi so bili oh moj bog, kaj je to, vsi so jih ful zabavali. In oni da sta dejansko to noč ostala skup do 4 zjutraj in klepetala tako o lifeu, o pomenu lifea, o globini vsega, o smislu sveta. Zdaj pa ne pozabiti, on je mormon in on je zaljubljen v to, da je mormon, pač on je oboževal to vero in tudi verjetno je pričakoval, da kogarkoli že bo spoznal, bo tudi punca mormonka. Ker se pravi, ni bil kar tako mormon, ampak on zagrižen mormon. Kako sem rekla to besedo, zgubila pomen, mormon, tukaj je ena vodna žival, dvoživka, mormon. Pa še to, baje te piramidne skeme, te piramidna podjetja so ful značilna po tem, da imajo znotraj sebe te sektice, se pravi, ful se mormoni limajo na piramidne sisteme, baje je to ful, velik procent mormonov je v piramidnih sistemih, ok? No, zjutraj, ko se je on dobil s svojimi kolegi, so ga vsi špekali, kako je bilo, kaj se je zgodilo, on rekel, jaz bom s to žensko zavedno. Edini problem je pač ni mormonka, ni dvoživka. In ona da so šla po tej konferenci vsak lepo po svoje, en v Arizono, drug v Kalifornijo. Valjda sta si zmenjala številke oziroma MySpace, mislim, da je bil, in sta ostala nekako v odnosu, v kontaktu in ta kontakt se je začel prepletati, nabirati, povečevati in tako, da je prišlo do tega, da sta bila v long distance relationshipu. In ja, prav ste prej slišali, Jodie je bila v razmerju, ampak na tej točki ne več, ker ga je prekinila, zaradi tega, ker ta partner, s katerim je bila, ni hotel otrok in poroke. Ne, da pač samo ni hotel, preprosto zaradi tega, ker je to že imel, torej je bil že poročen in že imel otroke in ni hotel tega ponoviti. Make sense. Bilo smešen, ker Travis res probal Jodie na vse možne načine spremeniti v mormonko in je to ful tako easy vseljeval skozi v vsakdanjo debato, pa včete, pa kratko knjige dajo, kao, ne, tukaj imaš mormonsko knjigo, ne, tukaj imaš mormonski prsten, ne, ko se mu že reče, ne, tukaj imaš mormonske slike Jezusa, tako ful je pač. CTR prsten imajo oni, kao s tem se nekako skozi spominjaš po teh obveznosti in kaj je prav delati in tako naprej. In ona s časoma je tudi na to pristala, pa je ne samo zaradi tega prešerja od njega, ampak tudi zato, ker je ta vera že nekaj časa zanimala, po logiki bi jo, zaradi tega, ker je, se pravi, pol firme je bilo mormonske in se je že prej zanimala za to vero. Baje. On je celo krstil, se pravi, ne vem, kako pri njih to gre, ampak on je bil zraven oziroma jo je krstil in takoj zatem sta končno tudi uradno par. On verjetno si ne bi mogel prvoščiti biti z eno punco, ker ne bi bila mormonka, glede na to, da je v tem pač vestno pisal bloge in pač imel cele motivacijske govore, tako da verjetno je to res mogel pač od nje dobiti. In ker je še vedno vsak od njih živi na svojem koncu, nista bliz, ful je poti med njima, sta se odločila, da ne boste jih skozi skup, ne boste še živela skup, sta pa veliko potovala in sta si tudi kupila tisto knjigo 1000 krajev, ki jih moraš obiskati, preden umreš. Jaz, ko sem to slišala, sem bila, maybe jaz rabim to knjigo, ker če zdaj kaj rabim potovati, prav prsti mi srbijo na nogah, na rokah. Glavno, dejansko sta šla po tej knjigi in sta ful potovala. Tako da še mene vprašali, sta mogla precej doživeti skupaj in precej dobro se imeti. Imate tudi veliko slik, kot sem rekla, ona je bila zavzeta, zagreta hobi fotografinja in imate ful enih slik, tako da ja. Sta se tudi ogromno dopisovala prek mailov, ko sta bila pač long distance. Teh mailov na koncu, ko so primer obdelovali, je bilo 82,000 in ful veliko sta sekstala. Jaz tega ne štekam, ker nisem fan tega, ni mi tuk, ne morem, ne vem zakaj zdaj oversharam te informacije, ampak tega je bilo ful in zdaj še vzamemo zakup, da to ni dovoljen pri njih, oziroma definitivno ne pri Travisu v njegovi glavi. Če mene vprašaš, ona je to hotla, ona je vedela, da je to dobila, on ne bi bil na nek način itak odvisen od nje, tako kot nek edikt, pač ni se je mogel upreti in to tudi potem tekom tega primera boste vse čas srečevali to, da on ni mogel njej reči nekaj, prišlo do spolnih užitkov. Je imela pa ona tudi tisto neko drugo plat sebe in sicer, da je bila ultra posesivna. Baje, ona ni šla preč od njega niti za 5 minut. Torej, ko je bila pri njemu po pač nekaj dni, ja, normalno tam spala, normalno sta spala skupaj in vse to, ampak ona ni šla preč od njega niti, če je šel on dobesedno v kopalnico. Mogoče ga je še pred vicem ga čakala, res posesivna / klingi, sploh ne vem kaj, ampak do te mere, da so vsi okrog njiju to opazili, ali njegovi frendi tam so bili tako, Travis, to ni v redu. Dejansko so mu naredili intervencijo in so ga posedali dol, ko je bila ona pri njemu in so mu začeli to govoriti, da pač iskreno mislila, da nekaj ni v redu, da ne razmisli, če je to okej.
ker pa ženska je ves čas dobesedno nalimana na njega. In rekli so mu, pač res je bed, ziher tudi ta moment, ziher je ona za vrati in posluša. Dobesedno skozi bila za njemu prisluškovala, poslušala, maile mu je brala, da sploh ne govorim o teh stvareh. In je on rekel, in so rekli, bom šel zdaj po prstih odpreti vrata in bomo videli. In je šel en kolega ali kolegica in ona je bila tam za vrati, poslušala. In Travis je takrat bil ok, I get it. In ta ljubezenska zgodba se na tej točki dejansko konča z ene strani, ker on je rekel, ok, to je too much, mi dva morava nehati. Ona takrat, pač normalna ženska, saj jaz. Če bi frendi od nekoga me grdo gledali in bi vsi hoteli, da se skidam preden me sploh kdo grdo pogleda. Ona je rekla, briga me, kaj vi mislite, mene zanima, itak sam kaj Travis misel, se pač razumem, ampak to je bilo res ženska, pejt. In tudi Travis je rekel, pač I'm over and out, ne morem biti več s tabo. Še ena stvar je bila, ki se je prej že zgodila, sta imela že en tak breakup in sicer po telefonu, zaradi tega, ker je nekako zavedla Jodie, da je Travis flirtal z eno drugo punco. On je bil res flirt, pač zakaj bi kdorkoli hotel imeti takega flirta, ker imaš pa sam težave s tem, mislim, chill, umir se moški. No in ga je pustila po telefonu in je se takrat srce zlomil do te mere, da je šel dejansko po prsten in jo je zaprosil in ona je rekla ne. Tako da imate eno tako zanimivo izkušnjo za nazaj. To omenjam samo zato, ker je ona pa večkrat omenila, da sta bila zaročena, tako da ne vem. Ona je šla potem v neko spiralo norosti. Ne vem, kako drugače temu reči, ker recimo se je odločila, da ima stalkerja. Ok, pa šla je nazaj živeti k dedku in babici v Kalifornijo. Tako da ne k staršem, ampak k dedku in babici. In ona je začela Travisu pisati maile, ampak ne z njenega e-maila, ampak iz skrenega e-maila, kot da je ona svoj stalker. In je ta stalker pisal, jaz pa Jodie zasledujem, ker ona je perfekt, jaz bi mogel biti z njo, ne pa ti si je sploh ne zaslužiš, ampak zelo velika verjetnost je, in to so tudi frendi od Travisa ga spomnili, da je zelo velika verjetnost, da to ona sama piše te maile, tako da naj ne nasede. Ker na uni točki je bil Travis še mečkam tako zaščitniški, mečkam se je še bal za njo itd., ker je imel neka čustva. Pa grem sam še na slabš, ker se je Jodie odločila, da se bo na skrivaj preselila v Arizono 10 minut preč od tam, kjer on živi. Kao ozadje zgodbe je bilo to, da je mogla svojo hišo prodati, ampak v vsakem primeru šla je dobesedno tja živeti, ker on. Soseda sta bila, ampak on tega ni vedel. In ga je začela stokati. Tako dobesedno gledala v njegova okna v hišo in enkrat ga je videla z drugo punco na dejtu, ne vem, I guess v lokalu in je pač popenila, obviously, on tudi, ampak pa šel samo še na slabš. Ona je začela hoditi k njemu dam, mu letavala v hišo, čez razne odprtine ali pa vdirala. In najbolj bizarno je bilo, da on, kakor sem rekla, se njej ni znal upret, ker sta imela res podivjano razmerje, veliko stvari sta tudi snemala seksualnih in to se je ves čas dogajalo. In pazi to, ona se mu je zasmila do te točke, da je gledala in rekel, joj, boga, nimaš džoba, bom ti jaz dal džob, kot da si moja čistilka, da ji nekaj plačeval in istočasno ji je dal outfit seksi čistilke. Res sta imela zelo zdrav odnos. S tem, da je itak on tudi nove punce spoznaval in je spoznal eno Liso. In spet je Jodie hodila tja k tej bajti in jih gledala čez okno, kako spita, kako se crklata, kako gledata filme. I mean, insanity. On je njo tudi daj zalotil in ne vem, pes je lajal in je šel on ven in jo je videl in jo je napodil dama, ne. Dokler valjda spet Jodie ni začela moriti in težiti in psihirati prek e-mailov Lise. Lisa je takrat rekla, da tega ne more več in pač, da je prekinila takrat tudi razmerje skupaj z Travisom. Mislim, jaz bi ga tudi, če nimaš pucan z bivšo, sorry, pač to je res too much. V teh mailih, ki je Jodie pisala Lisi, je bilo večinoma, da je shameless whore. V teh časih je tudi Jodie še vedno pisala dnevnik in spet je fascinantno, kaj je ona pisala v ta dnevnik in samo to, kako je razočarana, da ne more verjeti, da je Travis to naredil, da ima drugo punco in kako je kako brez veze in da mu je prerezala gume na avtu in take stvari. In spet tle ni niti kančka zavedanja, kaj počne, koliko je ona fakta po tem primeru, kaj ona dela, koliko ona drugim travme povzroča. Tega ona ni, ne, to je irrelevant. Kako se ona počuti, je edina irrelevant stvar in ona se počuti not okay. To je tle zdaj ful zanimiv. Ne vem, kako je to možno. Očitno je imel Travis tudi velik vpliv na Jodie, ker tukaj je prišel do nje in je rekel, da naj gre lepo nazaj živeti v Kalifornijo. In Jodie je dejansko šla. Rekla je, ok, in je šla. Ne vem, s čim jo je prepričal, v glavnem šla je nazaj k dedku in babici. Takrat se je vrgla nazaj v fotografijo, tako da na prvi pogled je bila majčkeno bolj zdrava v glavi ali nekaj, ampak I guess not.
in tudi kelnarila je, v bistvu delala v lokalu od svojega atija in mami. Je pa potem spoznala tudi Ryana. Ryan pa zdaj spet pisala, da je bil čeden, lep, pameten, uspešen in vse to. Glede na sliko, ne vem, odločite se sami, ampak je pa spet delal v istem podjetju in sicer Legal Shield. In ona to sta začela razvijati neko romanco, ampak ne v živo, ker se še niste videla v živo, ampak ste se pa pogovarjali o tem, da se boste videla v živo. Ryan spet ni živel tle kot Jodie, ampak v Utahu. Spet ful lepa država. Vse deluje na prvi pogled, ok, dokler Travis leta 2008, smo zdaj, to je to tragično leto, kjer se vse najhuje zgodi, je spoznal novo punco. Ampak ta punca mu pa ni bila več kar nekaj, ta punca je bila pa zanj the one. To je to. Perfekt je. Spet delala v istem podjetju. Tle dobesedno so vsi v istem podjetju. Bila mu je noro všeč, noro je lepa. Edini problemček majčken je bil to, da on je ni bil všeč, basically. Je ona spucala, da vse cool, sem ne tako, ne zares, pa mogoče je to njega počgala, ampak njo je res na vsak način želel dobiti, ker je pa spet počgal tretjo osebo in sicer Jodie. Jodie mu tukaj začne veliko pisati, težiti sporočila, maile, res tako ogromen, ampak tukaj je eno novost upeljala in sicer to, da je vse snemala. Eni so mnenja, da je to snemala že takrat, zato da je imela kasneje kakšne dokaze proti njemu ali pa karkoli, da ga očrni, kakorkoli že. V vsakem primeru je ilegalno in zelo, zelo bad. Med njima je tudi prišlo do enega ogromnega fajta prek mailov. Pa je ne glede na to, koliko teh mailov kasneje so videli in je bilo jasno, da je bil ta prepir res ogromen in tako odločilen in da je bil Travis na njo ekstremno, ekstremno jezen. Še vedno ne vemo točno, v čem je bil problem, zaradi česa sta se skregala. In pa Travis, kot vemo, imel ta blog in njegov zadnji vpis v ta blog je bil 18. maj. 18. maja, torej 2008, pisal je pa prav o tem, nekaj v smislu, zakaj bom na koncu s cash pičko. Pisal je pa o tem, da bo zdaj izključno dejtal samo še za poroko, vse ostalo ga sploh ne zanima, poln kama vsega drugega. In pa tudi, da je že na tej točki previdnosti, da bo preveril prej pred tej naslednji ženski, da ziher nima doma morilskega orožja. Medtem ko na drugem koncu pri Jodie doma, tam, kjer je živela z dedkom in babico, se je pa zgodil ulom. Ulomili so jim bogi dedek in babica. In kaj so jim ukradli? Tisto eno in edino pištolo, ki so jo imeli doma. Spet, tam je to legalno, all good. Ampak kdo bi vdrl in ne bi ukradil nič drugega, dobesedno nič, kar je vredenega, razen pištolo in da bi vedel, kje je ta pištola. Jodie na tej točki je rekla, jaz sem se odločila, da hočem mojega Ryana spoznati, torej tega novega lupčka iz iste firme, iz kjer so bili vsi. Je rekla, jaz bom šla v Utah. Ne vem, zakaj ona vedno hodila k tipam in vedno hodila k tipam. To ni smart ženske. Pač počak, da vidiš, če mu je sploh mar, če bom prišel k tebi. Sploh. No in je najela avto in ta avto ni najela tako v bližnji okolici, pa bi ga lahko, najela ga je tako 1 uro pred avtom, ker pomeni, da mogoče je hotela, da ne najdejo, kje je najela ta avto in tudi, ko si pokazali na rdeč avto, je rekla, ne, hočem belga. Čisto iskreno še zdaj ne razumem, zakaj je hodila belga, ampak ni hodila vzeti rdečega. Njena pot je tu potekala, da naj bi šla v Utah in tudi na koncu je šla v Utah, ampak nekje vmes se večkrat zgubi cel smisel, kaj je počela, ker je za ful dolg časa njen telefon crknil, potem kasneje, ko so pregledovali to časovnico, telefon je umrl, potem pa je bilo ogromno klicev, sporočilov in teženja Travisu. Klicala ga je za take najbolj rente, kar nekaj govorila v telefonu, v smislu, jaz grem zdaj tja, sicer ste se kmalu videla, tako da se boste kmalu videla, je hotela nakazati v teh sporočilih in klicih, po drugi strani pa kar govorila o tem, jaz sem šla zdaj 100 km napačno smer, kera fora. Meni se proti to podeljanju alibija. In ko je ta avto vrnila, ker si ga je sposodila, je ena stvar manjkala in sicer pred pražniki. In ona je to razložila tako, da je rekla, da se je ena sladka pijača polila po njih. Ja, ker valjda vsi preč vržemo pred pražnikov prvi packi. Ljubljensko čiščenje ne obstaja. Na tej točki pri Travisu je bilo tako, da je želel iti v Cancun, v Mehiko. Imel je priložnost izobraževanja spet za ta svoj job in očitno je imel priložnost nekoga vzeti sabo in idealno valjda sodelavko in želel je vzeti tisto novo punco, žensko, ki mu je bila zelo všeč in jo je povabil. Poleg tega, da jo je povabil, se je res trudil izpadati najboljš, kar je možno. Se je rekel, če bom kje osvojil in da me vidi v novi luči, bo to tukaj, bo to. In je začel dejansko v gym hoditi in športati, ker je hotel priti v shape, ker tam bosta pa veliko verjetno na plaži in tako. In ja, to je bil zdaj njegov najnovejši hobi, da pač bo športov in da bo seksi za to novo
simpatijo. Ampak, ko bi on mogel iti, oziroma en dan prej, ne bi se onadva vsaj toliko slišala, da se zmenita zadnje stvari in njega niso dobili na telefon. Ne ta ženska, ki bi mogla z njemu iti, torej sodelavka, ne njegovi prijatelji, noben. In so rekli, pejmo mi preveriti, če je vse v redu, in so šli k njemu domov do tiste hiše. Odprl jim je cimer. Ta cimer je drugače pogosto imel zelo na glas glasbo in tudi zdaj imel na glas glasbo, tako da z razlogom mogoče ni točen vedel, kaj se dogaja v tej hiši, in ko je odprl, mu ni bilo nič jasno in je rekel, ok, Travis je šel v Mehiko, tako je rekel. In so si rekli, ne, ni šel, ona bi mogla iti z njemu, ona je doma, on tudi ni šel, ne dobimo ga na telefon, a lahko pogledamo flat. In je ta cimer rekel, obviously, pejte valjda. In ko so prišli v tisti del hiše, kjer je Travis živel, jih je takoj v njih butno tako von smrdu, von gnilga mesa, von nečesa, ki je bilo tam predolg časa. Ko so nadaljevali po tem stanovanju, so prišli do kopalnice in pod stoječim tušem je bil v fetus položaj zvit, mrtev, na zelo oduren način mrtev Travis. Ali nisem niti razlagala zdaj, koliko je to res slabo izgledalo. Prvo priznam, da sem jaz te slike po dolgem času sem šla pogledat. Ne vem zakaj, še pisali tako graphic in jaz sem klikala in prvo je mi tako ven vrgel, da sem pa kar mogla mečkan šok čez dati, ker je res, kako je bil ta človek ubit, res neprijetno. Ustreljeno glavo, zaboden 27krat do 29krat, največkrat v hrbet, plus tako prerezan vrat od ušesa do ušesa, tako da to je bil res absoluten umor iz strasti, umor iz osebnih razlogov. O hiši sploh nisem govorila, koliko je bilo to vse krvavo, zdaj, ker bom sliko pokazala, se ne vidi več, ker je mislim, da spucan to, ampak ko so oni not pošli, je bilo tako vse. Po vratih, po stenah, po tleh, po hodniku, povsod lijak je bil cel krvav, tega itak ne morem gledati, ker bo odstranjeno vse skupaj. Res nesti smrt. Ta njegova sodelavka, ne vem zakaj prej nisem imena omenjala, ime je bilo Mimi je bila ta ženska, ki mu je bila perfekt, sploh ni nadaljevala te poti noter stanovanje, ker je že vedela, da karkoli bo nagravžno, pač je rekla, da ne gre naprej. In potem sledil pogreb. In zdaj pazi to bizarno stvar. Jodie, ki pač mi ni po moje več treba na tej točki skrivati, kot morilka je prišla na ta pogreb. Ne samo, da je prišla na pogreb, ker je brutalno, bizarno in nagravžno, je tudi klicala policijo 2krat. Zato, ker je rekla, dajte z mano govoriti, jaz imam informacije. In ko je povedala, kaj so te informacije, je bilo debilno. Ona je rekla, jaz vem, da je on zdaj full športov, full je v gym hodil, full je how to be fit in obviously nam to pove kaj, to, da pač, če bi ga kdorkoli že prišel ubiti, bi mogla biti vsaj 2. Zdaj se je izkazalo na njegovem truplu, da se je on full boril za svoje življenje in tepel nazaj in se je trudil, ampak pač očitno ne dost. Ampak ona je hotela furati to narativo, da kdorkoli že bil, valjda ni bila ena ženskica, ampak vsaj 2 močna človeka. Edine stvari, ki so jih tako sumljive, v povezavi z morilcem najdel v tem stanovanju, je bil odtis roke, ki boste videli na ekranu, in pa kamera, ki jo je popustila v pralnem stroju skupaj. Zakaj bi kamero tam pustila? Pustila je skupaj s cunami, ki so bile od krvi in to je vse zbasala v stroj in pač pustila. Značilnosti kamere je bila ta, da so bile vse slike in videi izbrisani. Taka zanimiva poteza morilca, če mene vprašaš, ker nekako hoče dokumentirati, hoče poslikati in istočasno tem zbriše. Ona je to vse zbrišala in ni zbrisala na hitro, ampak tako v 5 korakih, ker se je videla, da res hoče zbrisati. Ni pa pomislila po moje takrat, da je to možno okrevati nazaj. Te fotke in dejansko mi je uspel, torej iz SD kartice so okrevali. Fotke, slike, mislim, da celo en seksi video. To nisem ziher, ampak bil je gor, ne vem pa so ga okrevali. V glavnem. Iz fotke je bilo razvidnega full. Zdaj vam bom pokazala, verjetno zadnjo fotko, zdaj gledate na ekranu, ko je bil Travis še živ. Torej, sklepajo, da je šel potek tega večera tako, da je ona prišla k njemu in jo je on lepo spustil noter, ker pač se pravim, nikoli se ji ni mogel upreti, tako da, ne vem, ta Mimi sodelavka očitno še vedno ni bila edina. In sta po vsej verjetnosti imela spolne odnose, zaradi tega, ker slike vmes so tudi slike, fotografije njiju, ko sta naga in pač živa in pač to zgleda ok. Od tega istega dneva, timestamp je pač 4. junij, ko se je vse to zgodilo. 4. junij je bil tudi on potrjeno umorjen, glede na stanje trupla. Potem so pa te slike izpod tuša, ki jih je full, ona je se pravi za njemu prišla v tuš, ko se je tuširal najbrž po spolnem aktu in ga je slikala. In ta slika, ker pač gleda v kamero, je po vsej verjetnosti zadnja glede na časovnico. In potem izgleda, kakor da je kamera padla dol in tako kot v filmu, ne vem, kako je to možno, da če pade dol kar slika, ampak ta kamera je kar slikala in v teh slikah je svašta vmes tudi tako ženska noga. In že glede na to, da so imeli prej njo one sliki,
sliki ta isti dan, ta isti čas, ko je on umrl, je bilo logično, da je ona bila tam in da ve, ali pa je morilka ali kakorkoli in valjda so jo šli aretirati. Ona je pa pač mislila, da so te slike zbrisane. Šli so valjda tja, kjer ona živi, k starim staršem in jo aretirali. In potem sledijo ta zaslišanja, ki sploh ne vem, kaj od tega povedati, ker je res dolg trajalo. Ampak ona si nadela neko masko take pridne punčke, ki ne ve, kaj se dogaja. In morate razumeti, da od točke, ko je ona bila na zaslišanju od začetka do konca in še zdaj, ko je v zaporu, ona ne prizna in ni priznala. Čeprav ta isti dan, ko so jo prišli aretirati, je ona bila spakirana za na pot, imela je najet avto, le zakaj, verjetno za pobeg in ful kondomov, tako res zanimive stvari spakirala in potem so jo pač odpeljali na postajo. Tudi ko so tistega Ryana vprašali, ok, a je ona prišla k tebi v Utah takrat, da se končno spoznate, je rekel, ja, je, ampak 5. junija, tem, ko je bil Travis ubit 4. junija in ona ni imela alibija. Ni znala policiji potem nekako razložiti, kaj je delala vmes, tako 20 ur praktično, ker je hotela imeti alibi in je Ryanu po telefonu govorila, 100 mil sem šla v napačno smer, še zmer se ni pokril, čeprav je ful spala vmes v avtu in vse to, ni se pač pokril in ni imela alibija, ni imela izgovorov. Telefon je itak takrat umrl, ker ga je pač ugasnila in ja. Na tem zaslišanju ni šlo več za to, da od nje zvlečejo informacije, ker dokazov je bilo dovolj od samega začetka, ona je pa samo res bizarno spreminjala svojo zgodbo. Pa so rekli, saj veš, da imamo mi te slike in smo jih okrevali in ona tako, ja, ne, jaz nisem bila tam in so ji pokazali njeno golo sliko in ona tako, ja, zgleda kakor jaz. Njena prva zgodba, ko jo je spremenila iz tega, da nič ne ve, je bila to, da v bistvu je bila ona tam in sta prišli v ta stanovanje 2 ninji. 2 osebi oblečeni v ninje, definitivno ena moška, ena ženska, zato ker se je ona z eno stepla, verjetno za žensko in jo je premagala, ampak poj na koncu so jo pač udarili v glavo in je izgubila zavest, tako da ne ve, kaj se je zgodilo. In potem druga zgodba, ki je pa veliko bolj boleča in veliko bolj grda od nje, je pa rekla je, da je bil Travis pedofil. Ko je prišla k njemu ta dan, je videla, da masturbira, ampak masturbiral ni na whatever, ampak na majhnega fantka. Torej, ja, groza. In ona je to takrat na skrivaj posnela, zaradi tega, da bo imela pač nek dokaz, ker jo je on v resnici zelo rabljal in je hotela zaščititi sebe, istočasno je pa on potem vedel, da ima vse možne dokaze proti njemu, da mu uniči kariero, life in vse, glede na to, da je bil zavzet mormon, glede na to, da je bil javen govorc, da je bil motivatorski govorc. Z vsem tem, ker je ona imela bival, da on ni nasrkal do konca in jo je potem začel loviti, ker jo je že tak od nekdaj zelo rabljal in je ona tekla in se potem samo ščitila in je vzela pištolo, ki je točno vedela, kje v tem stanovanju je. A ja, saj veste verjetno, katera pištola je to bila, ne? Točno tista pištola, ki je bila ukradena od njunih dedka in babice. Res ni zapleten primer, razen tega, da je ona v nedogled trdila, da pač ni kriva, da nima nič zraven in tako naprej. In na koncu na sodišču, ne samo da je govorila, da ni kriva, je dejansko prišla v majici, na kateri je pisal survivor, kao preživela sem zlorabo. Domačo zlorabo / napadalnega, nevarnega moškega. Eni govorijo, da je to res odurno do Travisa, se absolutno strinjam, ker ni bil spet toliko šiti človek, ampak meni je še bolj osebno odurno do ljudi, ki so pa dejansko preživeli to in ja, pač bad. Prišla je na sodišče tudi potem v taki knjižničarka, očalih in Banksy, je šla res pridkana miška. Ves čas je igrala to neko pridno punco od neke točke naprej in tudi, ko je imela ta privat zaslišanje na policiji, to ne moreš verjeti. So oni šli iz prostora za par minut in ona začela stoje na glavi delati. Dobesedno, to zdaj dobesedno govorim. Zvirala se je kot en otrok in delala je stoje na glavi. Pač kaj ti pere v glavi, da se tako obnašaš? Pa pretvarjala se je, da spi na mizi. Ko je slišala, da nekdo prihaja noter v sobo, se je delala, da spi na mizi, da je pač ni v šoku ali pa da ni v stresu, čeprav je več kot očitno bila v stresu. Res nore stvari. Pa zakaj bi to počel, če točen veš, da te imajo itak na kameri, plus vidijo te čez okno? Zakaj bi se delal, da nekaj delaš, kar ne delaš, ker bo itak pa videl, da si se delal in bo še bolj čudaško izpadel. Da zaključim zdaj to zgodbo, ki je hvala Bogu zaključena tudi uradno. Spoznali so jo za krivo in ko so jo spoznali za krivo, so jo dali doživljenjsko ječo, hvala Bogu, in logično, da je ona zaprosila za izpust, pogojno, whatever, in so jo hvala Bogu tudi to zavrnili. In ona še vedno igra totalno žrtev. Jaz sem šla dejansko pogledati njun Instagram v pričakovanju, da pač jih ni več, da so zbrisani zaprti profili, ampak je oboj odprt. Pri Travisu bolj v njegov spomin, pa pač pravica zanga, da Jodie ne bi več govorila o tem, da ni kriva, medtem ko pri Jodie pa dobiš cele njene
page Justice for Jodi. Meni iskreno zgleda, kot da sama sebi komentira velikokrat tako z fake profili, ker imaš dejansko njo na profil, ki se pravi, kdo bi si naredil fake. A veš, kaj mislim, tako. In pa ja, redno obnavlja z neko umetnostjo, se zdaj ukvarja, ne s fotkanjem, ampak kakor da slika ali rišem izgleda in na nekih razstavah že se je pojavila in ljudje od spod ful nahajpani pa happy, pa sploh ne vem, pač bizarno. Tako da ja, zanimivo je takole spremljati, koliko imajo ljudje v zaporu še vedno življenja, pa telefone pa take stvari, a veš, kaj mislim. Ali nimajo telefona, pa nekdo drug jim to lahko objavil. Ne vem, iskreno nisem ziher. Preden zaključim tale video, da vas spomnim, da imate spodaj link v bio tega videa, klikneš, vtipkaš kodova linka in imaš Surfshark VPN še za dodatne 4 mesece zastonj. Tisti, ki ga že imate, upam, da vam je všeč. Komentirajte ta video, lajkajte, subscribajte se, če se niste, postanite moji alienčki. Da se vas poslavljam, se gledamo zelo kmalu, pridni bote, radi se imejte. Ajčo!